Kot je povedal sociolog dr. Andrej Fištrevec, letošnja predvolilna kampanja nekakšnih izstopajočih in inovativnih nagovorov volivcev ni prinesla. Potekala je relativno umirjeno in ni postregla s presežki. Tako se ne gre čuditi, da so javnomnenjske ankete v obeh največjih mestih naklonjene aktualnima županoma. Tako da tudi ne čudi, da se ne pojavijo neki izraziti kandidati, še posebej, ker, kot sem povedal prej, se ne dela dolgoročno na tem, da postane županski kandidat, in da se te stranka ali skupina, ki te želi pač kandidirati, ne profilira skozi daljše časovno obdobje. Kot je povedala strokovnjakinja za javno nastopanje Maja Rečnik, je začetek predvolilnih soočenj izrazito zaznamovala negativna in napadalna kampanja, ki pa je proti koncu skopnela. Kar se je poznalo tudi na javnomnenjskih raziskavah, se so v bistvu pridobivali kandidati, ki so bolj umirjeno in nekonfliktno podajali svoja mnenja. In tudi pri včerajšnjem večerovem soočenju je bilo vidno to, da dejansko kandidati so se že znali zadržati svoje čustva in niso več odreagirali recimo na določeno izzivanje proti kandidatom. Volilni programi so bili volivcem podani pogostokrat preslabo in ne dovolj jasno. Pri komuniciranju morajo biti konsistentni, to pomeni, da poleg tega, da imajo pripravljen politični program, ga morajo tudi znati skomunicirati na način, ki je razumljiv za njihove volivce. Svoje volivce morajo dobro poznati. Zdaj je stanje tako, da v bistvu je še več kot 25% ljudi neodločenih in bo v bistvu ob zaključevanju kampanje zelo pomembno, da bodo znali nagovoriti prav te volivce. Kot poudarjata naša sogovornika, so se pogosto pojavile tudi preveč posplošene in premalo natančno definirane predvolilne obljube. Obljube, ki niso podkrepljene z nekimi bolj natančnimi dogovori ali pa z mehanizmi, kako bodo uresničeni, so pač nične. Rečnikova tako poudarja, da se volivci odločajo predvsem na podlagi značaja, vrednot in karizme posameznega kandidata. Predvolilne obljube in programi pa so drugotnega pomena.